Spoštovani gledalci in gledalke Studia Bistrica, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji si lahko ogledate Stepišnikovo strokovno posvetovanje. Koncert ob 50. obletnici moške komorne skupine KUD Lojze Aužner Zgornja Ložnica. Letni koncert vokalne skupine Vivere. Na Zgornji Ložnici odprli razstavo Vojna za Slovenijo 1991. Ekologi brez meja na Črešnjevcu. Igre dobre volje v Slovenski Bistrici. Rekordni mednarodni atletski miting. 13. festival športa mladih. V Viteški dvorani Bistriškega gradu je v četrtek potekalo drugo Stepišnikovo strokovno posvetovanje 2025. Letošnja tema je bila branje otrok in mladostnikov v digitalni dobi ter kako jih privabiti med knjižne police. Udeležence je uvodoma nagovorila direktorica knjižnice Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica, Patricija Breznikar. Dobrodošli na današnjem strokovnem posvetu, ki je več kot le strokovno srečanje, je tudi slavje knjige, znanja, povezanosti in skupnega ustvarjanja. Letošnje leto je za našo knjižnico še posebej praznično. Obeležujemo kar dva pomembna jubileja, in sicer 60 let matične knjižnice in 50 let pionirske knjižnice, kar nas seveda navdaja s ponosom, hvaležnostjo in občutkom odgovornosti. Ko se ozremo nazaj, vidimo desetletja vztrajnega dela, predanosti zaposlenih, podpore ustanoviteljev in zvestobe uporabnikov. Vse, kar smo ustvarili, je bilo možno zaradi neomajne vere v pomen knjige, v moč besede in v poslanstvo knjižnice kot prostora, ki presega zidove in police. Knjižnica ni le zbirka gradiva, je srce skupnosti, prostor dialoga, topline, odprtosti in pripadnosti. In naj takšna ostane tudi v prihodnje. Prostor, kamor se radi vračamo. Današnji strokovni posvet s temo branja otrok in mladostnikov v digitalni dobi je izjemno aktualen in pomemben. V času, ko informacije bežijo mimo nas, ko pozornost tekmuje zasloni, knjiga ostaja tisti tihi zaveznik, ki gradi notranji svet, empatijo, razmišljanje in tudi domišljijo. Zato sem še posebej vesela, da bomo danes prisluhnili izjemnim predavateljem, ki bodo z nami delili znanje, izkušnje in vizije. Od razmišljanja o branju na prepihu, knjižnici v času sprememb, do vprašanj, kako nagovoriti mlade bralce s posebnimi potrebami, kako digitalne tehnologije uporabiti za promocijo domoslanske dediščine in zakaj je skupno branje temelj skupnih spominov. Današnji strokovni posvet pa ne bo le prostor poslušanja in razmišljanja, bo tudi prostor navdiha skozi konkretne zgodbe in prakse. Zato bomo z veseljem predstavili tudi naš medgeneracijski projekt Gremo po pravljico, ki s toplino in domišljijo povezuje različne generacije v skupnem bralnem doživetju in poudarja, da je prav pravljica most med otrokom, staršem, starimi starši in skupnostjo. Za prijeten zaključek današnjega srečanja bomo pa prisluhnili glasbenim gostom Jež muziki, ki bodo svojo energijo in obranimi zvoki simbolično zaokrožili naš skupni dan. Dan besed, povezovanja in praznovanja. Moška komorna skupina KUD Lojze Aužner Zgornja Ložnica letos praznuje 50. obletnico delovanja. Jubilej so obeležili s petkovim slavnostnim koncertom v dvorani na Zgornji Ložnici. Moški pevski zbor so na Zgornji Ložnici ustanovili leta 1975 in deluje še danes. Preimenovali so se v moško komorno skupino. Kot gostje koncerta so nastopili člani mešanega pevskega zbora Jurij Vodovnik iz Zreč. Tam, kjer se čuje zdaja, slavičko sladka viža, tam poleg moja draga, stoji domača hiša, že slaba je in stara, morda dobrek stoji.
V viteški dvorani Bistriškega gradu je pretekli petek potekal letni koncert vokalne skupine Vivere. Na koncertu je nastopila tudi glasbena skupina The Rafters.
Na osnovni šoli na Zgornji Ložnici so pretekli ponedeljek odprli gostujočo razstavo Vojna za Slovenijo 1991, ki sta jo pripravila Zveza veteranov vojne za Slovenijo in Vojaški muzej Slovenske vojske. Vsebino razstave je uvodoma predstavil soavtor Vlado Žgeč. Osnova za razstavo je razstava, ki so jo pripravili kolegi zgodovinarji v Vojaškem muzeju, in tu skupaj z Vojaškim muzejem smo to razstavo tudi pripravili in oblikovali. Letos še posebej pomembno, ko praznujemo 35-letnico, ko smo v teritorialni obrambi preprečili oddajo orožja v skladišče Jugoslovanske vojske in seveda s tem razorožitev teritorialne obrambe. Razstava se začne nekako tako, kot je zgodovina nastajala, in sicer najprej govori o tem, kako je nastala teritorialna obramba Republike Slovenije od leta 1968 do poznejšega leta 1994, ko je prišla v Slovensko vojsko. Potem govori o tistem, kar se je dogajalo v naši skupni domovini, zato da smo začeli razmišljati o tem, da bomo šli na svoje priprave, kako je vse skupaj potekalo, najprej politično, z prevzemom oblasti nove demokratične stranke, pomeni nove večstrankarske demokratične volitve, ki so bile izvedene aprila leta 1990. Temu je sovpadalo to, da je Jugoslovanska vojska poskušala te procese preprečiti in je izdala ukaz, da mora orožje preko tega seveda Republiški štab za teritorialno obrambo, ki mu je takrat poveljeval slovenski general Hočevar, da moramo orožje predati v skladišče Jugoslovanske vojske. Seveda se to ni zgodilo. Takrat je bilo v Sloveniji 64 občinskih štabov, 32 od teh občinskih štabov je svoje orožje že imelo v objektih Jugoslovanske ljudske armade in so mogli nič storiti. Od 32 občinskih štabov jih je 16 ta ukaz zavrnilo in je dejansko orožje bilo odpeljano samo 16 občinskim štabom in orožje je zadržala tudi 30. razvojna skupina, ki je domovala v Kočevski reki. S tem sporedno sovpada en dogodek, nastanek narodne zaščite, ki smo jo pozneje poimenovali manevrska struktura narodne zaščite in je bila sporedna struktura poveljevanja v teritorialni obrambi in pa seveda tudi delno v milici. Ta struktura je delovala do 4. oktobra leta 1990, ko smo v Sloveniji sprejeli zakonodajo, po kateri je vrhovni poveljnik slovenske teritorialne obrambe postalo predsedstvo Republike Slovenije, ker do ta čas je teritorialna obramba bila sestavni del oboroženih sil bivše države Jugoslavije. Odprtja razstave sta se udeležila tudi župan občine Slovenska Bistrica, dr. Ivan Žagar, in predsednik območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Slovenska Bistrica, Miran Krušič. Na osnovni šoli dr. Jožeta Pučnika Črešnjevec so v ponedeljek 2. junija učenci 8. in 9. razreda prisluhnili predavanju organizacije Ekologi brez meja. Tema srečanja je bila ponovna uporaba. Kako lahko vsak izmed nas z majhnimi dejanji pomaga zmanjšati količino odpadkov in varovati okolje. Delavnica v bistvu ni bila ravno delavnica, ampak debata, rečemo, ampak kakršnokoli pomembno je, da je bilo skupinsko delo. Fokus je bil na ponovni uporabi, torej organizirana je bila debata v sklopu projekta Enkrat ni nobenkrat, preko katere vključujemo aktivnosti za promocijo oziroma za ozaveščanje o ponovni uporabi, zakaj je pomembna, kakšne so prednosti in tudi skušamo aktivirati tudi mlade preko šolskih aktivnosti, da vidijo še druge aspekte, ki so seveda proti izdelkom za enkratno uporabo. Tukaj apeliramo predvsem na plastiko. Že opažate mogoče kot posledica teh debat, raznih drugih mogoče delavnic, ki jih organizirate, kak napredek v tej smeri?
Bom rekla, ni toliko, zdaj ne vem, ali je to posledica pač naših zadev, ker nismo zdaj spet ne vsak tedensko aktivni, ampak definitivno tiste šole, ki so v programu Ekošola, mogoče so tem trajnostnim temam malo bolj naklonjene ali pa jih vključujejo večkrat v svoj program, ampak definitivno tukaj sem tudi opazila ocean odpadkov oziroma plastike predvsem, tako da verjetno tudi, kot je kolegica prej omenila o zavrženi hrani, je dosti govora in podobnih projektih, tako da ja. Zanima me še samo, kako sicer učenci sprejemajo take delavnice, so jim naklonjeni, se radi o teh tematikah pogovarjajo? Verjetno odvisno od starosti, nekateri so bolj seznanjeni s temi tematikami, nekateri manj in potem tudi debata različno steče oziroma se različno aktivirajo, ampak ravno v tem je namen, da vidijo vse priložnosti in hkrati izzive, ki jih prinašajo odpadki, ponovna uporaba, kako ravnamo z odpadki na preditvah in podobno. Koordinatorka je poudarila, da ponovna uporaba ni le okolju prijazna, temveč tudi priložnost za ustvarjalnost in drugačen pogled na potrošnjo. To dobro razumejo tudi nekateri učenci. Med njimi je učenka, ki že danes redno posega po oblačilih iz druge roke. Sem zelo vesela, da so začeli nekaj delati proti tej veliki uporabi plastičnih kozarčkov. Tudi sama zelo podpiram trajnostno uporabo. Tako da mi je bila ta delavnica zelo všeč. Pa tudi sama podpiram to naprej ponovno uporabo oblačil in tega. Sem bila že na veliko teh cunjamijih, kot so naprimer v Mariboru, pa tudi rada obiskujem te second hand shops, saj sem zelo proti tej hitri modi, ki je danes zelo popularna. Imate mogoče, veš, kaj na šoli uporabljate takega, da v bistvu skrbite za ponovno uporabo, da je čim manj odpadkov? Ja, meni smo včasih, smo tudi mi uporabljali plastične kozarčke in smo nekaj let nazaj nehali s uporabo plastičnih kozarčkov in s tem zelo zmanjšali število odpadkov. Pa tudi sodelovali smo s projektom Erasmus+, kjer smo šteli, koliko hrane zavržemo in s tem, da smo delali plakate o tem, koliko je zavržemo, smo zelo zmanjšali količino za kar nekaj kilogramov. Predavanje je učencem ponudilo nove ideje in jih spodbudilo k razmisleku, kako lahko vsak prispeva k zmanjševanju odpadkov, z majhnimi koraki in premišljenimi odločitvami. Na drugi osnovni šoli Slovenska Bistrica so v sredo 4. junija potekale že 48. igre dobre volje, srečanje učencev s posebnimi potrebami iz vse Slovenije, ki bivajo v domski oskrbi. Dogodek je letos pripravila osnovna šola Minke Namestnik Sonje Slovenska Bistrica, ki s tem odpira prostor povezovanja, druženja in vključevanja. Današnje igre so igre domov pri osnovnih šolah s posebnimi potrebami, torej gre za domove, katere obiskujejo otroci s posebnimi potrebami. Vključeni pa so otroci tako nižjega izobrazbenega kot posebnega programa, pomeni, da so to od lažje, zmerne težje in najtežje motnje v duševnem razvoju. Namen druženja je to, teh domov v Sloveniji je zelo malo še, 10 nas je, da se enkrat na leto dobimo skupaj, malo pozabavamo, podružimo, da ne izgubimo tega pristnega stika. Namen iger je predvsem druženje, zabava in sprejemanje drugačnih otrok. Te igre ali kakršnokoli druge tekmovanje za naše otroke pomeni zelo veliko. Našim otrokom ni toliko pomembna medalja kot sodelovanje. Pomembno je sodelovanje in druženje. Naši otroci izražajo neko toplino, srečo, mogoče več kot drugi otroci in so zelo zadovoljni z vsemi takimi posebnimi dogodki. Tako da jim res zelo dosti pomenijo, zato tudi toliko z veseljem pripravimo takšne prireditve. Te prireditve pa pripravljamo vsaka šola oziroma zavod pride na vrsto vsakih toliko let, približno na 10 let pridemo na vrsto. Igre so potekale v sproščenem, a hkrati spodbudnem vzdušju, kjer ni bilo pomembno, kdo zmaga, temveč sodelovanje in veselje ob skupnem doživetju. Vsak udeleženec je bil zmagovalec po svoje, z nasmehom, toplino in voljo do igre. Sloni letijo proti vetru vedno tja, kjer se domišljija dobre volje igra. Na srebrni travi sonce z luno se lovi, Mavrica oglada pa prijazno se smeji. To so igre dobre volje, kjer smo prijazno
prijatelji doma. Vsi enaki, vsi junaki, smo in veselega srca. To so igre dobre volje, kjer smo prijatelji doma. Vsi enaki, vsi junaki, smo in veselega srca. 25. mednarodni atletski miting v Slovenski Bistrici je vključno s 23. Stepišnikovim memorialom v metu kladiva in 5. memorialom Marjana Štimca v suvanju krogle potrdil, da se vloženo delo na dolgi rok tudi obrestuje. Neutrudni atletski delavci Slovenske Bistrice in njihovi prijatelji že četrt stoletja peljejo to zgodbo o uspehu. Ja, res smo lahko ponosni, da nadaljujemo tako dolgoletno tradicijo in da tudi hodijo na naše tekmovanja res najboljši atleti slovenski in pa tudi ogromno iz tujine. Ampak potegnem po črto, lahko rečemo, da je spet ena odlična prireditev za nami in to nam daje energijo za nadaljevanje te lepe zgodbe. V tekmovalnem delu, kjer je nastopilo več kot 300 atletov in atletin iz 15 držav, je bil prav gotovo prvo ime svetovni in evropski prvak v metu diska Ptujčan Kristjan Čeh. Svojo trenutno življenjsko formo je potrdil tudi v Slovenski Bistrici, kjer je v 3. seriji popravil svoj slovenski državni rekord, ki sedaj znaša 72 metrov in 36 centimetrov. Jaz bi rekel, da je tekma bila več kot zadovoljen sem z rezultatom, seveda spet novi državni rekord, rečemo v enem tednu so bile za 3 tekme čez 72, kar je res po moje kar noro. Bilo je seveda dobro vzdušje, Bistrica tako kot vedno, bila dobra tekma, dobri pogoji, tako da nimam kaj za reči. Tekmo v Slovenski Bistrici je začel z rekordom mitinga 69 metrov in 69 centimetrov. Ja, seveda, začel sem že kar dobro z 69, potem probal sem nadgradil sem se v 3. seriji na 72, imel sem še, čutil sem nekaj rezerve še notri, ampak probal sem, ni še šlo tako, bi htel, ampak vsekakor sezona še je zelo dolgo in po mojem, da lahko pričakujemo še daljše mete, kot so bili danes. Dobro formo pa bo naučil tudi na tekmah višjega ranga tekmovanja, kjer bo konkurenca še močnejša. Še nekaj treninga, še potrebnega, potem seveda tekmovati so tekmovalno sezono, potem pa se dobro pripraviti na svetovno prvenstvo septembra. V teku atleti na 100 metrov je zmagala Lucija Potnik, ki je v finalu tekla 11 sekund in 73 stotink. V teku na 100 metrov za atlete je v slovenski konkurenci drugo zmago v nizu dosegel Jernej Gomilar. Definitivno je taka zmaga z grenkim priokusom, zaradi vetra. Pogoji niso bili najboljši, ampak sem vseeno vesel, da sem zmagal, konkurenca je zelo močna. Nažalost se iz kvalifikacije ene par dobrih šprinterjev se jim tudi ni uspelo uvrstiti, ker smo imeli take razlike v vetru, ampak sem pokazal spet, da sem v formi in da je to. Na mitingu je dosegel rezultat 10:50 ter tako potrdil dosedanje nastope v Slovenski Bistrici. V Slovenski Bistrici v bistvu kar vsako leto hodim zdaj že par let in sem zadovoljen, fajn je, da se v dvorani da ogret, da imamo bloke, da lahko res greš čez celo ogrevanje, ker na enih stadionih tega ni in potem se moraš ogrevati po travi in če si v šprintercah je res fajn, da potem lahko res narediš točno to, kar boš tudi naredil na tekmi, tako da mi je všeč. Mađar Armin Sabadoš je s 73 metri in 98 centimetri osvojil 23. memorial Milana Stepišnika v metu kladiva. Podij v tej disciplini je bil samo obarvan s tekmeci iz tujine. V memorialni disciplini metu kladiva za ženske pa je bila najboljša Ana Marija Čeh iz Estonije in to z rezultatom 63 metrov in 92 centimetrov. V teku atleti na 800 metrov je ciljno črto najprej prečkala 15-letna članica Olimpije Živa Remic, ki je za več kot 2 sekundi popravila osebni rekord, ki sedaj znaša 2:03:19. 5. memorial Marjana Štimca v suvanju krogle je dobil Mesut Pezer iz Bosne in Hercegovine. Orodje je zalučal do znamke 19 metrov in 92 centimetrov.
Pa jako sam ponosan što sam izborio prvo mjesto, rezultat nije što sam očekivao 19.92, ali svakako idu naredna takmičenja dati sve od sebe da budem što bolji. I uvijek dođem ovdje jer Marijan Štimac je bio poseban čovjek, znao sam ga dok je bio živ i bio je jako, jako dobar čovjek. Na drugo stopničko zmagovalnega odra je stopil v suvanju krogle Srb Armin Sinančević, na tretjo pa Švicar Štefan Vajland. V skoku v daljino pri moških je zmagal Dino Subašić iz Velenja 7,54 cm in za centimeter premagal domačega matadorja Klemna Modrijančiča, ki je skočil 7,53 cm. Ja, najprej bi rad rekel, da je bilo vzdušje v Slovenski Bistrici res odlično. V vsakem skoku sem čutil, da navija tribuna tako kot more. Nažalost sem v zadnji seriji izgubil zmago za 1 cm, ampak vem, da so bili skoki dobri, veliko rezerve. Danes žal nisem pokazal tega, kar vem, da lahko, tako da upam, da bo šlo naslednjič še veliko dlje. Tretje mesto pa je zasedel Nino Celec, ki se je po več kot 2 letih ponovno predstavil domači bistriški publiki. Absolutno, za svojim skokom sem prezadovoljen, kajte če bi mi kdo povedal, da bom tako daleč skakal po taki poškodbi, bi takoj podpisal, tako da res rezultat 7,47 cm je, jaz bi povedal, kar vrhunski po taki poškodbi, tako da zdaj pa brez rezultatskih pričakovanj naprej uživati, se imeti fajn in pa to je to. Pri dekletih pa je v skoku v daljino z 631 cm zmagala Urša Matotek. Svoj osebni rekord pa sta v tej disciplini dosegli tudi domači predstavnici. Jerneja Vaudi z 568 cm je zasedla 5. mesto. Meni je to pomenilo ogromno, da sem lahko pred domačim občinstvom toliko skočila in mi je res ogromno pomenilo, da je to zelo dober začetek sezone. Poglej, osebni rekord, če nekako se prehodimo skozi vseh 6 serij, kako jih lahko predstaviš? Pa v prvi seriji smo otvorili z osebnim rekordom, pa sem gotovila, da bo tako šlo naprej, ampak pa smo ostali pri prvi seriji, tako da sem zadovoljna to tako. Ostali skoki so bili pa dosti podobni, razen da sem pol desko spuščala. Ema Dobršek pa je bila z osebnim rekordom 555 cm šesta. Ja, res lepo doma skoči ta osebni rekord, sicer rezerv je še, škoda za prestope, ampak tako se vemo, da lahko na naslednjih tekmah skočimo še boljše. Miting so zadnjič izpeljali na stadionu Staro atletsko stezo. Z večmilijonsko investicijo bo ta v prihodnosti v novi tekmovalni podobi. Zato tudi z optimizmom zrejo atletsko prihodnost. Vsekakor, smo optimisti, kot sem že prej dejal, takšne tekmovanja nam dajo dodatno novo energijo in bomo nadaljevali v takšnem in še večjem ritmu, tako da sem večni optimist in tukaj pa še posebej. Slovenska Bistrica pa tudi z atletskim mitingom dokazuje, da so v tem mestu doma odlični športniki in tudi organizatorji tekmovanj. Ob zaključku šolskega leta in šolskih športnih tekmovanj je v sredo 4. junija v Slovenski Bistrici potekal festival športa mladih. V športnem parku so se osnovnošolci pomerili v finalnem atletskem tekmovanju, na zelenih površinah pred osnovno šolo Pohorskega odreda pa so potekale raznolike športno-animacijske dejavnosti. Glavni namen je sicer gibanje, druženje otrok, gre pa za nek formalen zaključek naših programov nacionalnih športov otrok in mladine, ki se vsako leto zaključijo, zdaj že 13. na takšen način in pa vzporedno poteka še na atletskem stadionu finale v posamični atletiki za osnovne šole. Šol je prav na festivalskem delu nekaj čez 20 prijavljenih, približno 2000 otrok. Je pa na atletskem delu so predstavniki kar 224 šol, ki so se vrstili na atletsko finale preko področnih tekmovanj. Tukaj pa ta dogodek z GREGO sodelujemo že vrsto let. Na tem dogodku je veliko zanimivih gibalnih točk, kot smo videli, od smučarskih skokov, od bojke, raznih poligonov. Je tudi glasbeni oder, da malo popestri dogajanje. Vse skupaj povezuje moderator, plezalna stena in praktično vsak lahko nekaj najde. Festival je prava športna poslastica za mlade, ki združuje tekmovalnost, veselje do igre in pomen gibanja za zdravje in dobro počutje.
Zelo smo veseli, da letos že tretjič zapored gostimo festival športa, najštevilčnejši športni dogodek, kar se tiče šolskih tekmovanj. Tako da na stadionu gostimo finale posamičnega prvenstva Slovenije za osnovnošolce, medtem ko tukaj v okolici osnovne šole in pa športne dvorane Slovenska Bistrica poteka festival športa, ki je namenjen vsem učencem osnovnih šol in tudi vrtcev, tako da res je danes ogromno se otrok zbralo, vreme nam služi in smo res zelo veseli, da lahko gostimo ta festival. Na prvo žogo je letos najštevilčnejše, s temu pripomore tudi seveda vreme. Tudi osnovne šole so se zdaj navadile na ta dogodek in res imajo obe osnovne šoli iz Slovenske Bistrice in pa tudi nekatere okoliške imajo športne dneve danes, tako da so res vsi učenci tukaj in to je tudi namen tega dogodka, da otroci se malo pozabavajo, da spoznavajo osnove športa in da jih na koncu v narekovajih zastrupimo za športom, kar je tudi bistvo tega dogodka. Takšni dogodki niso le pomembna promocija športa, temveč tudi priložnost za krepitev prijateljstva, sodelovanja in aktivnega preživljanja prostega časa.